Dragi gostje, predstavniki različnih organizacij ter mediji. Dobrodošli na uvodni konferenci in okrogli mizi novega mednarodnega projekta Youth Impact z daljšim nazivom v slovenskem prevodu Integracija mladih in motivacija za pozitivne dosežke in krepitev zmogljivosti organizacij. Hvala vam, ker ste se odzvali povabilu, da skupaj z nami prispevate k ustvarjanju kakovostnih pogojev za krepitev kapacitet slepih in slabovidnih mladih ter mladinskih organizacij. Na konferenci, ki bo trajala 2 uri, bomo izvedeli več o projektu. V nadaljevanju pa bo potekala krajša okrogla miza in 2 navdušujoči zgodbi. Zaupano mi je bilo moderiranje dogodka, zato mi dovolite, da se na kratko predstavim. Sem Sebastian Kamenik, slepa oseba in danes ne več tako rosno mlad, čeprav se še vedno počutim mladega in se mi misli pogosto vračajo v čase moje mladosti. Ob tem razmišljam o današnji slepi in slabovidni mladini. Kakšne so dandanes njihove potrebe, zanimanja, želje? Koliko in na kak način so vključeni v družbo? Zdi se mi, da smo bili v času moje mladosti slepi in slabovidni med seboj bolj povezani, zlasti medgeneracijsko. V društvu slepih in slabovidnih Celje, katerega član sem, so se med nami spletle pristne prijateljske vezi. Ne spomnim pa se, da bi imeli takrat na voljo veliko možnosti vključevanja v aktivnosti, ki bi med seboj povezovale različne skupine ljudi. Danes je temu drugače. Inkluzija je prinesla precejšnje spremembe tudi v načinu dela organizacij, ki povezujejo slepe in slabovidne. Besedo zato predajam gospodu Mateju Žnuderlu, predsedniku Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Dovolite še meni nekaj pozdravnih besed. Prav vesel sem tega dogodka. Zahvaljujem se vsem, ki bodo aktivno sodelovali v današnjem dnevu. Veseli pa me tudi, da ste se odzvali vabilo in s tem pokazali zanimanje za prizadevanje Zveze društev slepih in slabovidnih skupaj z društvi in seveda tudi člani društev za izboljšanje življenja, kakovosti življenja slepih. S tem pa upam, da tudi njihovih svojcev, prijateljev, asistentov, mladi, področje dela, rehabilitacije in podobno so seveda tudi pomembni cilji našega delovanja. Ta vprašanja, ki jih je pa prej Sebastian pokazal, so pa seveda za nas tudi zanimivi in bomo morali ali pa moramo iskati odgovore na nje, zato da bomo ponudili današnjim mladim odgovore na vprašanja, ki se tičejo njihovega življenja. Kajti iz generacije v generacijo sicer moramo premagovati podobne probleme, vseeno pa se okolje do te mere spreminja, da se starejši težko povsem vživimo v probleme in doživljanje današnje mladine. Razen tega pa seveda moramo povezovati se tudi z ostalimi in na ta način poskušati vsaj do neke mere normalizirati hude telesne okvare, ki nas prizadenejo, in vseeno to ne pomeni, da ostajamo popolnoma brez vsakih možnosti za delo, učenje,
hobije, pa tudi veselje in ostale stvari. Tako da upam, da bomo delčke odgovorov danes dobili. Veseli me, da so nas povabili v ta krog naši kolegi in prijatelji iz Hrvaške. Tako da smo tudi mednarodno se povezujemo, jasno pa je, da se moramo povezovati tudi med sabo. In mislim, da je delček tega bomo danes doživeli. To naj bo dovolj za začetek. Hvala lepa, gospod predsednik, za te vaše uvodne misli, s katerimi ste jasno nakazali, kako pomemben je projekt, ki prihaja, se pravi Youth Impact. Prej sem omenil besedo inkluzija. Kaj točno to pomeni? Povzamemo lahko, da inkluzija ali vključevanje pomeni zagotavljanje enakih možnosti vsem članom družbe, ne glede na njihove osebne okoliščine, kot so invalidnost, rasa, spol, starost, ekonomski status, nacionalnost, verska pripadnost ali izobraževalni status. Osrednji cilj inkluzije je omogočiti vsem da vsi aktivno sodelujejo v različnih vidikih družbenega življenja, kot so izobraževanje, delo, družabne aktivnosti in dostop do storitev. Kakšno stališče in sporočilo v zvezi s tem imajo slepi in slabovidni mladi? Poglejmo si posnetek, ki so ga pripravili Tadej, Maša in Miha. Mladi z okvaro vida imajo različne izkušnje z vključevanjem v delavnice in druge organizirane aktivnosti. Prisluhnimo 3 slovenskim mladostnikom, njihovim pogledom, nasvetom in priporočilom, tako slepim in slabovidnim kolegom, kot tudi tistim, ki skrbijo za pripravo in organizacijo aktivnosti. Lepo pozdravljeni, sem Tadej Grun, študent novinarstva na podiplomskem študiju. Diplomiral sem prav tako iz novinarstva, sedaj pa študiram 1. letnik novinarstva magisterij in opravljam diferencialne izpite na Akademiji za gledališče, radio, televizijo in film in opravljam diferencialne izpite za študij radijske režije. V prostem času se ukvarjam z glasbo, snemam svoje pesmi, prav tako rad poslušam podcaste in berem knjige. Kar se tiče vključenosti slepih in slabovidnih, v srednji šoli je bilo veliko delavnic med slepimi in slabovidnimi na centru Iris. Odkar sem na fakulteti, imam občutek, da tega primanjkuje in si želim, da bi bilo inkluzije med slepimi in slabovidnimi več. Tako da sem pobudnik tega projekta, da se slepi in slabovidni spoznamo med sabo in da smo vključeni v različne aktivnosti. Sicer pa mislim, da smo v društvu študentov invalidov zelo povezani med sabo in vključeni. Kar se tiče pa ostalih, morajo vsi sprejeti osebe z invalidnostjo na enak način kot ostale, ker nimajo nobenih minusov oziroma so enako sposobne kot ostale osebe in je treba sprejeti drugačnost. In imam pa občutek, da je treba to stanje še izboljšati in mislim, da se bo s tem projektom to uredilo. Živjo, jaz sem Maša, sem psihologinja, specializantka psihoanalitične psihoterapije pod supervizijo in pa študentka doktorskega študija humanistike in družboslovje, aplikativne psihološke študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Glede vključevanja v različne prostočasne aktivnosti, imam do sedaj s tem zelo veliko pozitivnih izkušenj, ampak se mi zdi pri tem zelo pomembno to, da smo mi kot osebe z okvaro vida, ne glede na stopnjo okvaro vida, pri tem tudi
samoiniciativni, da malo vidimo pri sebi, kaj so naše zmožnosti, naše želje, potrebe, kaj je v skladu z neko realnostjo, kaj lahko počnemo in kaj ne. Da s tem tudi pristopimo k tistemu, ki neko aktivnost izvaja in skušamo to čim bolj skomunicirati. Torej tisti, ki izvajajo, lahko imajo neke svoja prepričanja, izhodišča, pomanjkanje nekih informacij, je lahko prisotno. Se mi zdi fajn, da stvari razložili. Zato ker je na koncu vsem lažje. Hkrati pa tudi, jaz ne vem, iz česa oni izhajajo in kako neko aktivnost, delavnico, dogodek oni izvajajo. In da tudi jaz pri njih preverim, kako bi naj nekaj izgledalo. In potem skušamo nekako najti skupno rešitev, če je kakšna težava oziroma izziv, oziroma da vidimo, kaj v bistvu jaz lahko, kaj jaz rabim kot neko prilagoditev, da je stvar zame bolj dostopna in kakšne so njihove zmožnosti. In tukaj bi mogoče bilo tudi eno moje sporočilo ravno to, torej sporočilo izvajalcem, ki izvajajo neke aktivnosti oziroma ki želijo biti vključujoči ali pa se sprašujejo, kako bi, da jih naj ne bo strah vprašati in da je hkrati odgovornost nas, torej oseb, videti, da stvari skomuniciramo, da tukaj skupno točko kot najdemo. Mislim, da že to naredimo, je že veliko poti narejena, potem na koncu vse lažje in smo lahko mogoče bolj zadovoljni in vidimo nek dober izid lahko. Zdravo, moje ime je Miha Srebrnjak, star sem 28 let in sem samozaposlen. Ukvarjam se s pisanjem člankov, delam tudi nekaj za tujino projektov, kot na primer moderiranje raznih spletnih strani. Sicer pa delam tudi splošne storitve, kar se tiče samega računalništva. Kaj menim o teh delavnicah, katerih sem se že udeležil, menim, da so seveda koristne. To pa zato, ker se lahko na njih marsikaj novega naučimo, tudi medsebojnega komuniciranja in izmenjava mnenj. Res pa, da osebno sem že na marsikateri delavnici bil, tako da kakšno stvar tudi večkrat slišim, kar seveda ni nič narobe. Za vse tiste, ki bi se radi vključili v delo s slepimi, slabovidnimi, jih seveda spodbujam, da to storijo in da ne oklevajo, ker jaz pravim, bistvena so dejanja in naj se sami prepričajo, koliko smo slepe in slabovidne osebe zmožne delati. Iz videov smo lahko razbrali sporočilo 3 slepih mladih, kaj lahko storijo organizacije, da bodo tudi slepim in slabovidnim omogočile polno vključevanje v njihove dejavnosti. To je tudi eden od ciljev projekta Youth Impact, zaradi katerega smo danes tukaj. K besedi vabim Tatjano Pustoslemšek, koordinatorko projekta strani Slovenije, da nam pove več o projektu, predstavi sodelujoče partnerske organizacije, načrtovane aktivnosti in pričakovane rezultate, seveda. Pozdrav vsem še z moje strani. Hvala Janu in gospodu predsedniku za tako lep uvod. Kot je že povedal Sebastian, moje ime je Tatjana Pustoslemšek. Letošnjega leta sem koordinator projekta Youth Impact v Sloveniji, katerega bom danes na kratko predstavila. Projekt Youth Impact s celotnim imenom Youth Integration and Motivation for Positive Achievement and Capacity Transformation, kot je že povedal tudi Sebastian, v slovenskem prevodu pomeni integracija mladih in motivacija za pozitivne dosežke in krepitev zmogljivosti organizacij. Projekt se je začel izvajati začetek novembra 2024 in bo trajal 2 leti.
oziroma 24 mesecev, vse do konca oktobra 2026. Ta program se pač izvaja v okviru Erasmusa plus in zato pač 80% projekta sofinancira ECA oziroma to je Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo. Ostalih 20% pa je prispevek, ki ga moramo za kritje stroškov projekta zagotoviti vsi projektni partnerji. Partnerstvo v projektu je sestavljeno iz 5 dopolnjujočih se organizacij iz 5 držav, med njimi je tudi naša Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Vse imajo ustrezni profil, izkušnje in strokovno znanje za uspešno izvedbo projekta ter za dosego načrtovanih ciljev. Oblikovano je bilo na podlagi potreb organizacij, ki delujejo s slepimi in slabovidnimi mladimi, ter na podlagi razpoložljivih informacij o izzivih, s katerim se soočajo, pri čemer je posebna pozornost namenjena balkanskim državam. Konzorcij vključuje organizacije z več izkušnjami pri delu s slepimi in slabovidnimi mladimi ter pri pripravi in izvajanju projektov, organizacije iz 3 držav z manj izkušnjami ter organizacijo za izobraževanje, IKT, usposabljanje in razvoj programske opreme. Ta povezava omogočajo izmenjavo izkušenj, primerov dobrih praks, opolnomočenje in prenos znanja v države z manj izkušenj. Ena od organizacij je pač tudi ZDSS, kot sem rekla. V okviru projekta smo odgovorni predvsem za vidnost in širjenje informacij celotnega projekta. Glede na to pa, da smo organizacija na ravni Evropske unije in že imamo nekaj strokovnega znanja ter izkušenj pri izvajanju programov oziroma projektov Evropske unije, z vodilnim partnerjem, to je Hrvaška zveza slepih, nudili strokovno pomoč in podporo pri pripravi in izvajanju aktivnosti ostalim državam, partnerjem, predvsem pa organizacijam, ki imajo na tem področju manj izkušenj. Da predstavim zdaj ostale partnerje. To je že omenjena Hrvaška zveza slepih, ki bo kot vodja projekta zagotavljala kakovost, nadzor in doslednost pri izvedbi načrtovanih projektnih dejavnosti, nadzor nad porabo finančnih sredstev ter skladnost z uredbami in pravili Evropske unije. Hrvaška zveza slepih je nacionalna nevladna organizacija, ki zastopa interese slepih in slabovidnih oseb. Je članica Evropske in Svetovne zveze slepih ter aktivno sodeluje v Erasmus plus projektih. Že 25 let izvaja projekte, izvedla jih je že več kot 120 in ti projekti izboljšujejo kakovost življenja slepih in slabovidnih ne samo na Hrvaškem, ampak tudi v širši regiji. Potem je naslednja partnerska organizacija Emphasis Center iz Cipra, ki je izobraževalna institucija in ponuja programe in tečaje za strokovni razvoj učiteljev, svetovalcev, socialnih delavcev in drugih izobraževalcev. Programi zajemajo teme, kot so digitalne veščine, zaposljivost in podjetništvo. Organizacija bo projekt poleg znanja iz izkušenj z področja svojega delovanja prispevala tudi izkušnje z izvajanjem Erasmus plus projektov, zlasti na področju usposabljanja, mobilnosti in izmenjave znanja. Nudila bo podporo pri organizaciji mobilnosti ter pomoč organizacijam z manj izkušnjami pri pripravi in izvedbi teh programov. Naslednja partnerska država oziroma organizacija je Zveza slepih Črne gore, ki je tudi nevladna in nepridobitna organizacija, članica Evropske in Svetovne zveze slepih, z dolgoletnim poudarkom na mednarodnem sodelovanju, ima predstavnike v več odborih in je član Balkanskega posvetovalnega odbora. Od leta 2022 v Črni gori deluje tudi mladinski zbor
mladinski odbor, ki združuje mlade slepe in slabovidne. Čeprav še niso sodelovali v projektih namenjenem neposredno mladim, pa so bili aktivni v številnih drugih evropskih projektih, ki so podpirali slepe in slabovidne. Zveza slepih Črne Gore bo skupaj z Zvezo slepih Herceg Bosne odgovorna za izvedbo mobilnostnih aktivnosti. Sodelovala bo pa seveda tudi pri vseh drugih dejavnostih. Zadnja je pa že pravkar sem omenila Zveza slepih Herceg Bosne, ki je del Federacije Bosne in Hercegovine. Prav tako je nevladna in neprofitna organizacija, združuje občinske, medobčinske in županijske organizacije za slepe in slabovidne. Njena glavna naloga je uresničevanje posebnih pravic ter zadostitev specifičnim potrebam slepih in slabovidnih oseb, obenem pa se osredotoča na njihovo spodbujanje, zaščito in skrb. Tudi še niso izvedli projektov, osredotočenih izključno na mlade, slepe in slabovidne, so pa bili že vključeni v različne projektne dejavnosti, katerih cilj je bila socialna vključitev teh slepih in slabovidnih, ne glede na starost ali status. To je druga organizacija, pri kateri bodo znanje in izkušnje skozi ta projekt neposredno razširjeni. Kot vsi preostali partnerji bo sodelovala pri izvajanju vseh aktivnosti v projektu in skupaj z Zvezo slepih Črne Gore pod mentorstvom partnerske organizacije izvedla mobilnostne aktivnosti. Zdaj, da preidemo na splošne cilje našega projekta, moram povedati, da skupna prizadevanja ter strokovno znanje vseh partnerjev v projektu na področju dela z mladimi in slepimi in slabovidnimi bodo pripeljali do uresničitve tega splošnega cilja. In sicer je to razvijanje kompetenc organizacij, ki delujejo na področju mladine, ter spodbujanje razvoja kapacitet mladih slepih in slabovidnih. Ta cilj neposredno podpira cilje programa Erasmus+, zlasti prednostne naloge vključevanja in raznolikosti, udeležbe v demokratičnem življenju, skupnih vrednot ter državljansko udejstvovanje. Ključni izzivi in težave, s katerim se soočajo osebe s slepoto in slabovidnostjo, ne glede na državo izvora, vključujejo pomanjkanje priložnosti za udeležbo v izobraževalnih dejavnostih, to so tako formalne kot neformalne, omejen dostop do gradiv in virov ter težave pri dostopu do programov in usposabljanj, katerih cilj je krepiti spretnosti in zaposljivosti ob zagotavljanju primernih prilagoditev. Prav tako si partnerske države delijo izkušnje v slabi aktivaciji in vključevanju mladih s slepoto in slabovidnostjo v njihove skupnosti in širšo družbo, kar je pogosto posledica pomanjkanja potrebnih prilagoditev, pa tudi zaradi nizke socialne sprejemljivosti in pomanjkanja nediskriminacije. Glede na te izzive, projekt stremi k zadostitvi potreb mladih slepih in slabovidnih skozi specifične cilje, katerih uresničitev naj bi pripomogla k premagovanju teh težav. To so krepitev kapacitet organizacij, ki delujejo s mladimi slepimi in slabovidnimi preko mednarodnega partnerstva s poudarkom na partnerskih državah z manj izkušnjami na področju dela s mladimi in izven formalnega učenja, skozi izmenjavo izkušenj, primerov dobre prakse ter izboljšanje že obstoječega znanja in spretnosti. Drugi specifični cilj je izboljšanje znanja in ravni kompetenc mladih s slepoto in slabovidnostjo ter njihovega aktivnega sodelovanja skozi razvoj programov mobilnosti ter neformalnih metod učenja. Razvoj in izvedba teh programov bo okrepila potencial te skupine mladih z dodatnim izobraževanjem, saj bo omogočila pridobivanje novega znanja, izboljšanje veščin na področju digitalnih tehnologij, podjetništva in samozaposlitve.
kar bo tudi povečalo njihovo konkurenčnost na trgu dela in jih opolnomočilo za vsakdanje življenje, povečalo njihovo znanje in informiranost za enakovredno in aktivno sodelovanje v skupnosti. Tretji specifični cilj pa je opolnomočiti in spodbujati organizacije, institucije in nacionalne organe, ki delujejo na področju mladine, izobraževanja in zaposlovanja, da vključujejo mlade s manj priložnostmi v svoje programe, zmanjšajo predsodke in povečajo znanje v pravilnem pristopu in komunikaciji z osebami s slepoto in slabovidnostjo. Pri čemer bodo organizacije v partnerstvu izvedle nacionalne kampanje za ozaveščanje. Zdaj, glavne aktivnosti projekta so razdeljene v 2 sklopa nalog, katerih izvedba bo sprožila domino učinek pri doseganju splošnega cilja. In sicer krepitev kapacitet organizacij, ki delujejo na področju mladih slepih in slabovidnih ter mladih slepih in slabovidnih samih. Krepitev kapacitet, ki delujejo na področju mladih slepih in slabovidnih, bo imela neposreden pozitiven vpliv na 2 ravneh. Na mikroravni, kjer bo okrepila zmogljivost partnerskih organizacij, ter na makroravni z okrepitvijo zmogljivosti lokalnih organizacij za vključevanje te skupine v njihove upravljavske in operativne strukture. V tem sklopu se bo izvedlo več ključnih aktivnosti, in sicer izvedba, kot sem že omenila, izvedba mednarodne raziskave o trenutnem stanju in kapacitet nevladnih organizacij, vključno s tistimi, ki delujejo z mladimi v partnerskih državah, ter prepoznanje primerov dobrih praks na ravni organizacij Evropske unije. Zbrane dobre prakse bodo služile kot merila ali modeli, ki usmerjajo izboljšave in inovacije na prepoznanih področjih, s čimer prispevajo k njihovemu napredku in razvoju. Potem je ustvarjanje priročnika Transnational Bridging Differences Program Toolkit ali s kratico BDF Toolkit. To so za osebe, ki bodo sodelovali z mladimi s slepoto in slabovidnostjo. Vključevalo bo celovite metode, orodja in primere dejavnosti, ki so potrebni za njihovo aktivno sodelovanje in vključevanje na ključnih področjih, kot so vsakdanje življenje, socialne, zaposlitvene in podjetniške veščine ter digitalne spretnosti. Na voljo bo v vseh jezikih partnerjev, v digitalni in tiskani različici. Predstavljen bo širokemu krogu organizacij, ki delujejo na področju mladine, izobraževanja in zaposlovanja v vseh 5 državah. Potem je krepitev kapacitet strokovnih oseb v partnerskih organizacijah, vključno z diseminacijo in prenosom znanja na lokalne organizacije preko večdnevnih usposabljanj zanje. Naslednja pa oziroma zadnja v tem sklopu je nacionalna enomesečna kampanja za ozaveščanje, namenjena organizacijam, ki delujejo z mladimi, institucijam in javnemu sektorju na področju mladine in bo osredotočena na pravilen pristop in komunikacijo z osebami s slepotom in slabovidnostjo. Njen cilj je premagati predsodke in povečati zmogljivosti za vključevanje te skupine v strukture ter programe namenjene mladim. Zdaj v projektu bodo slepi, mladi in slabovidni sodelovali pri organizaciji nacionalnih kampanj za ozaveščanje, s čimer bodo pridobili izkušnje in znanje o delu v civilnem sektorju ter možnosti lastnega angažmaja. Hvala. Veliko govorim, moram malo popiti. Organizirana bosta tudi 2 spletna mednarodna panela z namenom pridobivanja vpogleda v težave pri dostopu do informacij in aktivnem sodelovanju mladih.
Na podlagi tega bo nato izvedena ena od dveh ključnih aktivnosti krepitve kapacitet mladih slepih in slabovidnih. To je ustvarjanje priročnika za mlade, imenovani Inclusive Horizon Handbook, ki bo vseboval pregled pravic in možnosti v državah partnerskih organizacij za mlade slepe in slabovidne ter osebe z invalidnostjo nasploh. Prav tako pa tudi pregled možnosti Evropske unije za mobilnost in vključevanje mladih. Ta priročnik bo osebam s slepoto in slabovidnostjo na voljo v različnih dostopnih formatih, razdeljen bo preko programov mobilnosti, spletne strani projekta ter kanalov lokalnih organizacij, promoviran pa bo tudi preko novičk Evropske zveze slepih. Druga ključna aktivnost pa bo omogočila mladim slepim in slabovidnim sodelovanje v dveh ciklih programov mobilnosti. To bodo skupaj z mladimi iz drugih partnerskih držav preko neformalnih metod učenja krepili svoje kapacitete, pridobivali znanja in veščine, ki so pomembne za lažje vključevanje v družbo in povečanje možnosti za zaposlitev. Evo, se bomo malo zaključili ta del. Da ne omenjam še pred zaključkom vse aktivnosti in dogodke, ki jih v okviru teh 2 let načrtujemo. Zdaj pri vseh še niso določeni datumi, je še bolj okvirno. Lansko leto decembra je bil v Zagrebu že izveden kick-off meeting. Med srečanjem so bile predstavljene aktivnosti za naslednji 2 leti. Podrobno so bili obravnavani roki, kazalniki, poročila, postavljeni so bili temelji za prepoznavnost projekta in vse drugo pomembno. Potem naslednji mesec po koncu teh uvodnih pač teh konference, se opravičujem, se bo začela izvajati raziskava, primerjalna analiza kapacitet in zbiranje dobrih praks. Vsaka partnerska organizacija bo izvedla raziskavo, da bi proučila stanje v posameznih državah ter raziskala prakse tudi v drugih državah Evropske unije. Cilj je ocena močnih in šibkih točk ter kapacitet nevladnih organizacij, ki podpirajo slepe in slabovidne v partnerskih državah, prepoznavanje najboljših praks ter naučenih lekcij za organizacij za slepe in slabovidne v Evropski uniji. Te prakse bodo služile kot merila ali modele za usmerjanje izboljšav in inovacij na prepoznanih področjih. Hkrati se bo še isti mesec začelo ustvarjanje in priprava že prej opisanega priročnika za delo s slepimi in slabovidnimi mladimi BDP Toolkit. Julija letos se bo izvedlo usposabljanje za trenerje, ki bo povečalo kapacitete partnerskih organizacij za delo z mladimi. Izvajalo se bo v živo v Sarajevu ali pa v Mostarju, še ni določeno točno. Potem septembra se bo izvajalo izobraževanje za lokalne organizacije, povečalo se bo kapacitete regionalnih in lokalnih članic nevladnih organizacij za slepe in slabovidne. To bodo vse 4 partnerske države pod mentorstvom Infosisa iz Cipra, bodo organizirale en tečaj usposabljanja za svoje lokalne članice s ciljem povečanja njihovih kapacitet za delo z mladimi slepimi in slabovidnimi ter predstavil oziroma testiral se bo tudi osnutek prej omenjenega BDP Toolkita. Decembra bo nato še javna kampanja usmerjena na institucije, enomesečna kampanja za dvig ozaveščenosti in kapaciteto institucij. Tukaj bo mentor oziroma vodja naša zveza in bo vsaka partnerska organizacija izvedla svojo kampanjo v svoji državi. Potem marca 2026 bo ustvarjen mednarodni priročnik Inclusive Horizon Handbook. Potem sta pa še na začetku leta 2026 2 mladinski izmenjavi, za katerega še ni točnega datuma in kje se bosta izvedli.
Ena bo v Črni gori, druga bo v Bosni in Hercegovini. Za Bosno, pač za mladinsko izmenjavo v Bosni in Hercegovini bo ZDSS delovala tudi v vlogi mentorja. V obeh izmenjavah bo vključena ista skupina mladih, slepih in slabovidnih, zopet pa bo tudi preizkušena uporabnost priročnika BDP Toolkit. Evo, s tem smo prišli do zaključka moje predstavitve. Upam, da vam ni bilo to preveč dolgočasno. Hvala vam za vašo pozornost in predajam sedaj besedo Sebastjanu nazaj. Evo. Hvala gospe Tatjani za to zanimivo predstavitev projektnih aktivnosti. Vsekakor spodbujamo naše mlade člane, da nadaljujejo s spremljanjem obvestil preko medobčinskih društev slepih in slabovidnih ter dogodkov na spletni ter Facebook strani zveze in se aktivno vključujejo v program mobilnosti in učenja v tujini. Da bi bolje razumeli izzive, s katerimi se soočajo mladi z okvaro vida, pa tudi možnosti, da za njihovo večjo participacijo, smo pripravili okroglo mizo. Cilj le-te je analizirati trenutno stanje z različnih perspektiv, pridobiti smernice za prihajajoče raziskave ter postaviti temelje za pripravo priročnika in usposabljanje za pridobivanje veščin. Sodelujoči na okrogli mizi so Tadej Grum, študent novinarstva, ki bo skozi lastno izkušnjo slepote osvetlil izzive, s katerimi se soočajo slepi in slabovidni mladi. Druga sodelujoča bo gospa Brigita Kosi, strokovna delavka Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki že vrsto let pokriva ravno področje slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov. V veselje pa nam je, da sta se nam pridružila tudi gospa Emina Hadžič iz Zavoda Krog ter gospod Žiga Ciglarič iz Mladinskega sveta Slovenije. Organizaciji sta med našimi člani morda manj poznani, zato bom na kratko povzel njuno dejavnost, če ste za to seveda. Zavod Krog, katerega ustanoviteljica in direktorica je gospa Emina Hadžič, je neprofitna in nevladna mednarodna organizacija, ki deluje na področju varstva človekovih pravic, humanitarnega dela, socialne enakosti, enakosti spolov, razvojnega sodelovanja, dela z mladimi, varovanja okolja ter drugih oblik neenakosti in socialne izključenosti. Delujejo predvsem mednarodno na Bližnjem vzhodu, Severni Afriki in Balkanu. Mladinski svet Slovenije je neprofitno krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. Mladinski svet Slovenije stremi k združevanju in predstavljanju vseh mladinskih organizacij ter k učinkovitemu sodelovanju z mladinskimi strukturami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Prav tako
ustvarja mladinske politike, vodi dialog na celotnem nevladnem mladinskem področju, spodbuja razvoj mladinskega dela in neformalnega izobraževanja, ter se aktivno zavzema za njuno priznavanje. Za sodelujoče smo pripravili vprašanja, tako da se malo pripravite. Na ista vprašanja odgovarjajo tudi naši vrstniki in kolegi iz drugih držav vključenih v projekt z namenom, da bi dobili celovit pregled potreb mladih v regiji. Tako da jaz bi vas zdaj prosil na prošnjo organizatorja tele okrogle mize in konference, da so vaši odgovori, če se da, kratki in jasni, da bomo lahko speljali vse tako časovno, kot je treba. Predstavnik slepih in slabovidnih mladih Tadej Grum je prvi z nami, kot smo povedali, je študent novinarstva. Tadej, ali meniš, da imajo mladi slepi in slabovidni dovolj možnosti za mednarodno mreženje z ostalimi vrstniki? Mislim, da imajo. Moram najprej povedati, da z mednarodnim mreženjem, kar se študijske izmenjave tiče, sam še nimam izkušenj, se pa vedno bolj zanimam tudi za to. Odvisno je seveda tudi od posameznika, koliko si to želi, ampak mislim, da ima slep ali slaboviden študent to možnost na enak način kot videča oseba, je pa seveda potrebno več organizacije, več prakse mogoče in več energije za to, ampak mislim, da so odprte možnosti. Katere so pa po tvojem ovire, po tvojem mnenju seveda, tri glavne ovire oziroma izzivi, ki mladim slepim in slabovidnim otežujejo vključevanje? Kaj bi rekel? Najprej seveda orientacija. Slep potrebuje čas, da se nauči neko pot. To pač ni praktično, da pač mora spoznati prostor, okolje, ljudi. Potem morda jezik, sicer če obvladaš, če govoriš angleško, mislim, da to ni tak problem. Pa predvsem vključevanje v družbo in spoznavanje novih ljudi, novega okolja. To sem že povedal, no, ampak v bistvu ne vidim drugih problemov. No. Krasno. Jaz bolj kot ovire vidim pozitivne stvari tukaj. Krasno, čudovito. No, ker jaz v jeziku vidim strašne ovire. Če sem odkrit. Če bi se imel možnost Tadej udeležiti na mednarodnem usposabljanju z vrstniki iz različnih držav, učenje katerih teh uporabnih in zanimivih veščin bi se ti zdelo res smiselno in vredno naučiti? Ja, jaz mislim, da najbolj pomembna stvar za nas slepe je računalništvo, tako da brez tega se mi zdi, da danes ne gre. Tako da jaz bi dal velik poudarek na temu. Zraven spada tudi umetna inteligenca, ker se to danes razvija in slepemu na nek način tudi to zelo olajša delo. Potem pa tudi orientacija, da se slep uči orientacije, da zna poti. To. Pa še kaj. Krasno. Kateri sta po tvojem mnenju dve najpomembnejši potrebi slepih in slabovidnih, na katere
bi si želel, da so pozorni organizatorji aktivnosti in odločevalci seveda. Dve najpomembnejši potrebi. Prva je inkluzija, vključevanje. Zdi se mi, da se veliko dela na temu, kar je prav. Predvsem mladi, da se vključujemo v take projekte, kot je ta. Druga pa ja, jaz bi tako kot prej izpostavil računalništvo, IT, tehnologija, zato ker to olajša zadeve, tako da jaz mislim, da to dvoje. Samo olajša ali daje tudi potuho? Ja, na nek način tudi lahko daje potuho, ampak to je pa spet odvisno od posameznika. Ja. Super. Hvala ti, Tadej, Z veseljem. za tale tvoj nastop. Mislim, da so odgovori resnično jasni in čudoviti, ki odpirajo številna spoznanja, tako da mu date lahko en aplavz. Z nami pa je tudi seveda predstavnica, ki deluje na področju mladih, slepih in slabovidnih oseb, Brigita Kosi. No, zanimivo je, Brigita je predstavnica nežnejšega spola, za ženske pravijo, da zelo rade govorijo, ampak Brigiti bomo postavili samo eno vprašanje. Ali izvajate dejavnosti, ki so posebej usmerjene v mlade, slepe in slabovidne osebe z namenom krepitve njihovih zmogljivosti? Katere po prednosti in slabosti so prednosti in slabosti, se opravičujem, vaše organizacije na tem področju? Brigita, lepo pozdravljena. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije izvaja aktivnosti posebej namenjene slepim in slabovidnim mladim v resnici že vrsto let. V prvi vrsti so to tabori, namenjeni prav slepim in slabovidnim mladim. Nažalost pa zaradi različnih razlogov je prišlo do tega, da je v zadnjih 2 letih ravno ta tabor odpadel. Jaz bi se vseeno čisto malo ustavila pri možnih razlogih, zakaj je prišlo do tega. Mogoče je dobro, da vsi skupaj ozavestimo, da se je marsikaj spremenilo od naše mladosti ali pa tudi od otroštva. Recimo način preživljanja prostega časa otrok je v tem času mnogo bolj usmerjen in strukturiran, voden strani odraslih. Potreba staršev je mogoče potem, da zaščitijo, da vodijo svoje otroke, je večja. Spremenil se je tudi način šolanja slepih in slabovidnih. Danes je večina slepih in slabovidnih otrok, osnovnošolcev, srednješolcev, vključenih v inkluzijo, v redne šole, kar ima za posledico dejstvo, da imajo veliko več priložnosti za druženje z običajnimi vrstniki, na drugi strani pa manj priložnosti za druženje s slepimi in slabovidnimi. Zato je mogoče tudi težje ohranjati in vzpostavljati prijateljstva s slepimi in slabovidnimi vrstniki. In kasneje potem ta del manjka kot motivacija za vključevanje prav v aktivnosti namenjene slepim in slabovidnim. Spremenil se je tudi način navezovanja in ohranjanja stikov. Danes ima veliko večjo vlogo splet, ker tako kot si prej Sebastian omenil, je vedno lahko dvorizno. Na eni strani splet omogoča lažje vstopanje v medosebne odnose, tudi lažje ohranjanje, po drugi strani pa lahko ponuja tudi en tak lažen občutek povezanosti, pa vključenosti. Ne vem, imaš veliko lajkov na svojih objavah ali pa veliko sledilcev, ko pa mogoče razmišljaš o tem, s kom se lahko dobiš v živo, je pa mogoče ta izbor veliko manjši. Podobno je tudi z načinom pridobivanja informacij. Vse informacije so veliko bolj dostopne, tudi slepim in slabovidnim, vsem. Po drugi strani je pa poplava informacij in je težko vedeti, katere informacije ti bodo res koristile, katere so resnične, katere so dobre.
Na drugi strani pa iste ostajajo potrebe mladih. Tako kot včasih, tudi danes mladi iščejo svoje mesto v družbi, izgrajujejo svojo identiteto, si želijo pripadati vrstnikom. In zato si mi mogoče želimo, da bi naše aktivnosti ponujale predvsem prostor za tisto, kar mladi zares potrebujejo. Želimo si, da bi bili mladi lahko aktivni sooblikovalci naših aktivnosti, predvsem teh, ki so namenjene njim. In zato mogoče razmišljamo o naslednjih, oziroma jim ponujamo naslednje možnosti. Še vedno si bomo tudi v prihodnje prizadevali za izvedbo taborov. Druga možnost je pa tudi prostovoljstvo. Verjamemo, da tudi slepi in slabovidni mladi zmorejo res ogromno in si želimo, da bi s svojimi sposobnostmi obogatili aktivnosti, ki jih recimo pripravljamo za ostale skupine, za otroke, za družine, ker to so v resnici tudi aktivnosti, ki so se jih velikokrat oni udeleževali kot otroci. Naslednja možnost so kresničke. To je skupina slepih in slabovidnih ljudi, ki so pripravljeni deliti svoje zgodbe in na ta način pomagati tistim, ki zdaj prihajajo, mogoče, ki se šele soočajo s slepoto, slabovidnostjo, ne glede na to, v katerem življenjskem obdobju se to dogaja. Priložnost so tudi študijski krožki, prek katerih raziskujemo različne stvari. Vprašali ste me, katere so prednosti Zveze društev slepih slabovidnih na tem področju. Bom oboje. Prednost je gotovo ta, da Zveza slepih in slabovidnih deluje na področju celotnega spektra človekovega življenja. Delamo s starši, z majhnimi otroki, osnovnošolci, srednješolci, mladimi, odraslimi in starejšimi. Na ta način lahko ponujamo zelo velik nabor različnih aktivnosti, v katere se lahko vključujejo tudi mladi in je to zaželjeno. Gotovo je naša prednost tudi v znanju in izkušnjah, ki jih imamo z delom s slepimi in slabovidnimi. Morda je pa ravno pri delu s slepimi in slabovidnimi mladimi slabost prav naša usmerjenost, a ne naše poslanstvo je odgovarjati na izzive slepih in slabovidnih. Slepota in slabovidnost pa velikokrat ni tisti paradni konj, na katerem bi želeli mladi graditi svojo pripadnost vrstnikom. Hvala. Hvala, Brigita. Naj povem svojo čisto kratko res izkušnjo, kar se tiče Zveze slepih. Jaz sem vesel tele tvoje predstavitve. Ampak dokler se resnično ne vključiš v aktivnosti Zveze slepih, pa društvenih aktivnosti, sploh ne veš, kaj vse lahko predstavlja ena taka organizacija, koliko enega truda, koliko enih ljudi, ki si dnevno prizadevajo za boljše in kvalitetno življenje slepih in slabovidnih. Zato še enkrat, Brigita, tebi in vsem ostalim prisrčna hvala. Predstavnica Zavoda Krog je tudi z nami, gospa Emina Hadžič. Lep pozdrav. Pa vas naj vprašam najprej, ali ste v preteklosti v aktivnosti vaše organizacije že kdaj vključevali osebe z invalidnostjo oziroma slepoto ali slabovidnostjo? V naši organizaciji nam je zelo pomembno, eden od aspektov je tudi ekonomska neodvisnost ranljivih skupin, ker ko je oseba ekonomska neodvisna, v bistvu tudi se rešijo postopoma določene težave. Tako da smo v bistvu zaposlovali mlade z okvaro sluha. Ampak pred kratkim, ko smo začeli vstopati tudi v Erasmus mladinske programe, je bila za nas ena zelo lepa pridobitev v našem programu tudi prostovoljka za okvaro vida. Prostovoljka je v bistvu obogatila celoten naš tim, ker smo šli skozi še vedno smo v začetnih povojih procesa učenja, kaj sploh to pomeni. In mi sami smo že ugotovili, koliko imamo na voljo informacij,
pa kako malo vemo. Se pa s temi ranljivimi skupinami mladih tu srečujemo mednarodno, v državah, kjer je visoka revščina, gospodarstvo ne deluje, so konfliktni znotraj držav in vidimo, kako mladi, s čim se oni srečujejo in v bistvu tudi naši projektni ideji, da razmišljamo, kako vse bolj vključevati mlade z okvaro vida, ampak kako tudi povezati med seboj in eno in drugo skupino mladih. To se nam zdi zelo pomembno. Da v bistvu ta tudi vključenost in raznolikost v teh mladinskih programih bi morala delovati tako. Krasno, a ne? In tale projekt je zagotovo taka priložnost. Vsekakor. Katere prilagoditve po vašem mnenju lahko mladinske organizacije upeljejo, da bi bile njihove aktivnosti dostopnejše in socialna vključenost slepih in slabovidnih mladih boljša? Pri našem delu velikokrat uporabljamo glavna orodja, kot so računalnik, tiskalnik, mobitel. In tukaj smo se naučili v bistvu tudi, kako moramo prilagoditi tehnologijo mladim z okvaro vida in prav tako tudi mladim z okvaro sluha. Ne? Kako jim omogočiti programsko opremo, določene aplikacije, različne pripomočke. Vse to smo se v bistvu tudi mi sami morali naučiti, kaj to pomeni. Ne? Veliko tudi samoiniciativnega raziskovanja o tem. Predvsem nam je bilo pomembno, da pri delu poslušamo mladega, da se ga povpraša, kaj je to potrebno, ker se mi zdi, da tudi različne stopnje okvare vida zahtevajo spet, a ne, vse različne tehnologije, pripomočke in v bistvu pomembno pa tudi dostop do informacij, gradiva. Ne samo za mlade, pa tudi za nas. Kje to dobiti, kako jim omogočiti, da do tega pridejo in podobno. Na kakšen način menite, da lahko motiviramo mlade, slepe in slabovidne ali osebe z drugimi invalidnostmi k večjemu udejstvovanju pri različnih aktivnosti, usposabljanjih, mreženju z ostalimi vrstniki v organizacijah in aktivnemu sodelovanju pri odločevanju ter participativni demokraciji? Tisto prvo, kar smo tudi opazili v našem timu in potem v bistvu s tem posledično opažaš tudi, da naša širša javnost, čeprav imamo ogromno informacij, ogromno dostopa do marsikatere organizacije in podobno. In tisto, kar mislimo, da samoumevno, ni samoumevno. In v bistvu vemo, koliko malo vemo. In koliko v bistvu lahko tudi v naših programih in projekti, ker se lahko, da se mladi z okvaro vida vključijo in skupaj z nami, v bistvu in z vami, dosti več rabimo delati tudi na osveščenosti javnosti. In zelo nam je pomembna ta samoiniciativnost mladega človeka, kar smo se še vedno sprašujemo, ker nam je izziv, kako mlade z okvaro vida motivirati, da se vključijo v naše mladinske programe z ostalimi mladimi. Ker v programi, ki z nami delovala naša prostovoljka, smo v bistvu vključili tudi v proces organizacije dogodka. Kako v bistvu oblikovati tudi malo projektno idejo. Različamo, kako naprej delati v tej smeri. In vidimo, da se da mnogo, sicer so počasnejši koraki, ampak ne glede, to je do nas, da smo bolj v bistvu potrpežljivi in senzibilni do tega. Mene predvsem vaši odgovori navdajajo z dvema pozitivnima mislima in sicer prva je ta, da me izredno veseli, da so tudi med mladimi, pa tudi nasplošno še ljudje, ki slepoti dejansko ne počepnejo, če lahko uporabim ta izraz, ampak jim je to nek izziv, neka želja spoznati, neka želja pomagati. Prva misel in pa druga tudi, da bomo pa resnično morali sami, slepi in slabovidni, pa tudi ostali invalidi, razmisliti o tem, kako se lotiti oziroma vključevati in se zmigati in dejansko sprejeti ponujeno roko. Pa mi dovolite še zadnje vprašanje in sicer katere aktivnosti in vire, ki jih imate na voljo v vaši organizaciji za mlade, bi lahko uporabili pri vključevanju mladih, slepih in slabovidnih? Mladinski program je predvsem na veliko se več ali manj govori o mladinskih izmenjavah. Pa znotraj organizacije še veliko lahko prostovoljnega dela, ki so prilagojeni za vsakega posameznika. Se ne gre samo za okvaro vida, sluha, tudi pri
mladostniki, ki imajo duševne stiske, pa bi se radi vključili, pa se ponovno spet prilagodimo, kaj je to potrebno. In v bistvu pomembno je v celotnem procesu, da ima vedno podporo, kot neko mentorstvo. Potem mladi se lahko vključijo tudi v organizacijo delavnic, lahko se dodatno izobražujejo znotraj organizacije, lahko sami organizirajo dodatno usposabljanja, lahko sodelujejo v različnih ozaveščevalnih kampanjah, potem tudi v samem projektni ideji, da ustvari projektno idejo, da je skupaj v bistvu prijavljamo na določene razpise in seveda, če dobimo, da tudi skupaj izvajamo aktivnosti v projektu. Hvala vam najprej za udeležbo in pa za tele res jasne odgovore, ki dajejo veliko upanja, optimizma in volje še za vnaprej. Hvala. Seveda pa smo veseli, da je z nami tudi predstavnik Mladinskega sveta Slovenije, gospod Žiga Ciglarič. Prisrčno pozdravljeni tudi vi. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Prej smo slišali že nekaj o vašem mladinskem svetu oziroma v Mladinskem svetu Slovenije. Zanimiva organizacija, pomembna organizacija. Zdaj bova pa še se sprehodila malo čez tale vprašanja, ki bodo osvetlile vaše sodelovanje na tem projektu in še kaj verjetno. Kaj menite, katere specifične priložnosti obstajajo v vaši lokalni skupnosti oziroma državi za mlade osebe s posebnimi potrebami, predvsem za slepe in slabovidne mlade? Ali lahko navedete priložnosti za zaposlitev, ki so jim na voljo? Zdaj, v Mladinskem svetu Slovenije imamo več projektov, ki se pravzaprav ravno zavzemamo za boj proti prekarnosti dela mladim in pa omogočanje večje zaposlitve mladih. In ko sem vprašal kolega, ki je bil za to, kako pa lahko zdaj vključimo še slepe in slabovidne oziroma invalide, pa rekel, to bo pa malo teže, ker nekih raziskav na to praktično ni. Tako da takšen projekt, ko ga imate tukaj, bo zagotovo pripomorel k boljšemu razumevanju. Zdaj na splošno obstajajo različne priložnosti, kot so programi usposabljanja in pa zaposlovanja in pa različne oblike podpore pri izobraževanju in pa tudi določene subvencije za zaposlitev invalidov. Bi pa tukaj res poudaril, da je pa tukaj ključna vloga nevladnih organizacij, ki ponujajo programe za vključevanje in aktivacijo teh oseb. Zdaj, čeprav so z državne in pa lokalne ravni programi zagotovo korak v pravo smer, pa še to je ključno, da se povečajo prizadevanja za odpravo teh ovir, izboljša dostopnost storitev ter spodbudi tudi večjo vključenost mladih z invalidnostjo v vse vidike družbenega življenja. Zdaj moja konkretna izkušnja je bila, prihajam iz ene majhne občine Kidričevo, to je pri Ptuju, in dokler moj oče ni popolnoma oslepel in pristal na invalidskem vozičku, nisem vedel, katere so tiste specifične priložnosti, zlasti ne za invalide, pa ne za slepe. In dokler ni društvo za slabovidne in slepe Ptuj pomagalo, sem si razmišljal, zakaj pa ni bilo tisto, da bi mi nekdo povedal prej, zakaj nisem tega tekom svojega izobraževanja izvedel, oziroma še Bog ne da na fakulteti. Zdaj, če pa pogledamo na konkretne priložnosti za zaposlitev, pa po naših podatkih se največ zaposlujejo mladi slepi in slabovidni v socialnih in invalidskih podjetjih, različnih nevladnih organizacijah, tudi javne uprave in pa storitvenem sektorju. Zdaj, manj pa je zagotovo zaposlenih v drugih sektorjih, se delodajalci načeloma redkeje odločajo, nažalost, kar na nek način pomeni zagotovo diskriminacijo. To pa je vse po naših raziskavah, tiči razlog v dveh, in sicer, ker se jim ali bodisi ne da prilagoditi stvari, ali pa po drugi strani se jim zdi to prevelik strošek, kar pa je zagotovo malo širši problem, na katerem je treba graditi. Pa tukaj, če še dopolnim, tudi na fakultetah še potrebno veliko prilagoditev. Sam sem študiral pravo in nisem v 5 letih srečal nobenega slepega ali pa slabovidnega, in pa tudi, ko smo vprašali
profesora na kak način prilagajajo, so bili pač odgovori dokaj ignorantski. Ne. Za naše knjige so po 500, 600, 700 strani in nisem pa našel za res nobene prilagoditve oziroma na kak način lahko omogočiti, da se lahko tudi slepi in pa slabovidni izobražujejo. Kakšni so načrti za prihodnje ukrepe in perspektive vaše inštitucije za zagotavljanje vključevanja in enakih možnosti za slepe in slabovidne mlade, ali lahko podprete to z nekim konkretnim programom ali akcijskim načrtom? Zdaj v MSS, ravno kar smo začeli z novim mandatom in en izmed naših prioritet je tudi vključevanje ranljivih skupin. In v ta namen smo vzpostavili prav posebno podpredsedniško mesto za participacijo. Zdaj namen te funkcije pa je okrepiti zagovarjanje interesov manjšin in skupin, ki dejansko potrebujejo posebno pozornost, kar vključuje tudi slepe in pa slabovidne. Zdaj, jaz sem sicer podpredsednik za mednarodno sodelovanje in bi se na tem mestu opravičil, da podpredsednik za participacijo nažalost ni danes tukaj. Zdaj konkretni program pa na MSS-ju trenutno pripravljamo novo strategijo razvoja Mladinskega sveta Slovenije, ki bo vključevala ukrepe za izboljšanje položaja tako manjšin kot pa vseh mladih nasploh. In tukaj bi res vas povabili k sodelovanju, zlasti v tem priročniku, kot sem prej slišal na predstavitvi. Delujemo tako na formalnem kot pa neformalnem izobraževanju in zagotovo bi bili ti vidiki oziroma ta priporočljiva dobrodošli tudi za našo strategijo. Hvala lepa. Kaj pa menite, da lahko storite ali na kaj lahko vplivate kot nosilec odločanja, da bi zagotovili boljše življenjske pogoje za mlade osebe z invalidnostjo? Tu imam v mislih zaposlitev, stanovanje, financiranje, socialna vključenost. Mladinski svet Slovenije kot tak, kot ste že prej vzpostavili, krovno združenje mladinskih organizacij in nismo nevladna organizacija, ampak smo bili ustanovljeni na podlagi zakona o mladinskem svetu. In ena izmed določil v zakonu je tudi, da nas morajo odločevalci ne samo obveščati, ampak tudi vključevati v vse odločevalske procese, ki se tičejo mladih. Tako imamo neposreden dostop do ministrstev, do odločevalcev na državni, na lokalni in tudi na mednarodni ravni. In tako da dejansko, vkolikor lahko nudimo pomoč pri zagovarjanju, pri dostopu, pri mreženju, po drugi strani pa kot krovna organizacija, kjer imamo vključene največje politične podmladke in pa največje mladinske nevladne organizacije, lahko tudi vzpostavljamo kontakt med vašim združenjem oziroma med slepimi mladimi in pa ostalimi organizacijami, ki delujejo na mladinskem sektorju. Na ta način pa lahko tudi, glede na to, da smo prej poslušali prostovoljca, letos bomo imeli veliko akcijo o ozaveščanju pomena prostovoljstva in pa tudi o pridobivanju statusa prostovoljca in se lahko na nek način povežemo in skupaj naredimo akcijo. Hvala lepa za vaše sodelovanje pri naši okrogli mizi. Hvala za povabilo. Tu so bili naši 4 gostje. Z nami so bili Tadej Grum, potem gospa Emina Hadžič, pa gospa Brigita Kosi in pa še gospod Ciglarič z Mladinskega sveta Slovenije. Mi pa hitimo kar naprej in sicer k zelo navdihujočim zgodbam. Tudi moram reči, da so vsi tile odgovori na okrogli mizi bili krasni, navdihujoči, dajo veliko optimizma, veliko upanja, predvsem pa trdno podlago za uspeh projekta, zaradi katerega smo se zbrali. Zahvaljujem se vam vsem sodelujočim, da ste z nami podelili vaše izkušnje iz prakse ter naslovili tudi izzive in predloge za zagotavljanje večje vključenosti slepih in slabovidnih mladih v družbo. Sedaj pa želimo z vami deliti še 2 zgodbi, za kateri upamo, da boste svojo
pozitivno noto komu v navdih. Kot prva se nam bo predstavila Gaja Beč, ki zase trdi, da je družboslovka po duši in raziskovalka po srcu. Gaja, vabim te, da z nami podeliš svojo izkušnjo. Živijo, pozdravljeni, nekateri se že poznamo, nekateri ne. Jaz sem Gaja Beč, tako kot je Sebastian že povedal, sem res družboslovka po srcu in raziskovalka po duši, oziroma obratno, oziroma vse v enem. To bi rekla, da res že odvedno, no. Sem pa tudi trenutno zaposlena na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije preko programa javnih del. In sem zelo vesela, da sem lahko danes na uvodni konferenci Youth Impact projekta. Namreč zavedam se, kako zelo pomembno je, da se spodbuja mlade, ki živijo s slepoto in slabovidnostjo, in na drugi strani organizacije, ki mogoče nekatere že v neki meri vključujejo slepe in slabоvidne mlade, ali pa še ne, mogoče še niso niti razmišljali o tem, mogoče imajo še kakšne predsodke, strahove, kar je čisto normalno. Tako da bomo lahko na obeh straneh mogoče stopili korak dlje. Zdaj pa mogoče moramo iti 30 let nazaj, da boste mogoče malo bolj razumeli moje izkušnje pri vključevanju v različne aktivnosti. Jaz sem bila že rojena kot slabovidna, je pa res, da sem imela, no, dajmo temu reči, pri slabovidnosti ta višji odstotek vida, no, in precej funkcionalen, tam okoli 30%. In nisem niti zares vedela, da sem slabovidna. Jaz sem pač vedela, da sem otrok, ki nosi očala, tako kot še marsi kateri drugi odrasel in otrok. Nisem pa v bistvu vedela, da jaz za dioptrijo vidim največ 30%, ne pa kot ostali, ki vidijo za najboljšo možno dioptrijo načeloma tudi 100%. Ne? Tako da nisem imela te percepcije same sebe kot slabovidno. Sigurno je tudi tukaj bil razlog, da me niso v družini tako tretirali. To mogoče tema za kdaj drugič, tukaj so in plusi in minusi. Nisem zares vedela, da slepi in slabovidni obstajajo. Hodila sem v normativno šolo, vključevala sem se v obšolske oziroma prostočasne aktivnosti brez nekih večjih prilagoditev, oziroma to je šlo res za neke mini prilagoditve, ki sem jih v bistvu že sama kot otrok izvajala, ne vem, naprimer, da sem pogledala stvari od bližje, da sem se premaknila bližje, ne vem, izvajalcu aktivnosti, da sem bolje videla in tako dalje, čisto take praktične stvari. Se je pa potem stvar malo obrnila, ko se mi je pred približno 6 leti vid drastično poslabšal. Tako da danes živim čistko za predstavo z 3% vida, z ostankom 3% vida. In če čistko z roko pa nazorim, se pravi, jaz sem prej videla toliko in potem v roku parih tednu sem videla toliko. Ne? In ne glede na to, da nisem nikdar, dajmo reči, videla v popolnosti, je bil to zame velik šok. In takrat se mi je v bistvu, to se ti kar malo poruši svet pred očmi, no. In jaz sem bila tako, moje razmišljanje takrat je bilo, jaz bom itak zdaj samo še v hiši, itak nič več ne bom mogla delati, sej zaposlil me itak noben ne bo, na nobeno aktivnost se ne bom več zmogla vključevati, pač to je to.
potem, ko pa sem v bistvu z neko raznoliko podporo in prijateljev, in rehabilitacije, in v bistvu tudi neke te notranje motivacije in poguma tudi, sem pa začela v bistvu spoznavati, da to pa ne bo šlo tako naprej. Jaz ne morem do konca življenja biti neaktivna, ne izpopolnjevati svojih želj, svojih zanimanj, ki jih je mimogrede veliko. Tako da sem se takrat odločila in seveda, moji možgani so se malo navadili na drugačno sliko, razvila sem neke druge strategije, spoznala pripomočke, ki so mi začeli omogočiti stvari, da sem jih lahko spet počela in tako dalje. Takrat sem se odločila, začela se bom ponovno vključevati. In na tisti točki nisem zares vedela, kako pa kaj, ampak se prav spomnim dneva, ko sem na Google vtipkala nekaj v smislu dogodki v Ljubljani. In potem seveda, če sem našla kakšen dogodek oziroma delavnico, aktivnost, ki me je zanimala tematika, sem se začela udeleževati. In seveda sem začela tudi sama sebe ponovno spoznavati in kaj zmorem, kje so neki izzivi, bili so izzivi, katerih nisem predvidela, bili so pa stvari, ki sem mislila, da bodo izziv in na koncu niso bili. Tako da je bil zanimiv proces. In potem sem se pa tudi začela, v bistvu takrat sem bila jaz brezposelna. In seveda je bilo tudi finančno stanje, ne preveč rožnato, če lahko temu tako rečem, ampak želela sem si potovati. In ne vem, na nek način sem zvedela za Erasmus Plus projekte, kjer ti v bistvu v okviru mladinskih izmenjav, treningov oziroma aktivnosti mobilnosti mladih omogočajo, da se udeležiš nekih aktivnosti in prav tako pa tudi, da konec koncev potuješ v drugo državo in spoznavaš ljudi iz ostalih evropskih ali pa tudi neevropskih držav. In takrat sem v bistvu se začela na te stvari prijavljati in tudi hoditi. Je pa tako, da jaz takrat nisem nobenemu povedala, da zelo slabo vidim. Zakaj? Zato, ker sem se bala zavrnitve. Dobro vemo, da je pri vseh ljudeh zelo velik strah zavrnitev. Ali gre za službo, konec koncev, ali gre to za neke medosebne odnose, vključitev v aktivnost in tako dalje. Zavrnitev je za nas lahko zelo boleča. In seveda jaz sem se temu želela izogniti in nisem nobenemu nič povedala. Ampak jaz sem pa potem v bistvu, recimo, jaz sem nekam prišla in se rekla, se opravičujem, jaz slabo vidim, a bi lahko to tako pa tako naredili. In sem videla, da je v bistvu v tistem momentu organizator oziroma izvajalec aktivnosti, da je ta oseba šla v stisko. Se pravi, sem jaz zaradi strahu pred neko zavrnitvijo, se pravi pred nezmožnostjo vključitev v aktivnost, sem jaz v bistvu zaradi tega spravila včasih tisto osebo na drugi strani v stisko, kar tudi mi ni bilo okej, ne. No in tako sem potem preko te izkušnje začela že recimo ob prijavi na mladinske izmenjave, treninge, to omenjati in seveda sem se takrat mogla tudi sama s sabo pogovoriti, kako naj jaz zdaj skomuniciram, kaj jaz potrebujem oziroma na kak način, kaj je tisto nujno zame, ne. In moram povedati, no, da tukaj sem res videla, mislim, če se prav spomnim, mislim, da nisem bila niti enkrat zavrnjena. Vedno smo našli neko skupno rešitev, so bili vsi precej odprti do tega
in se je najdla neka sredinska pot. In v bistvu jaz sem preko vključevanja, še posebej v te mednarodne aktivnosti, v mednarodnem okolju, sem jaz res razvila veliko spretnosti, veščin, spoznala veliko ljudi iz drugačnih okolij. Veliko sem se naučila od organizatorjev. Spoznala sem tam res dobre prijatelje, zdaj imam že v marsikaterem evropskem mestu plat za spati, jaz temu rečem, ne? Ali pa za se dobiti z nekom na kafetu. In konec koncu sem včasih tudi dobila potem odziv in od ostalih soudeležencev in od organizatorjev, da sem bila tudi jaz njim doprinos, ker so marsikdo od njih imel prvič stik s slepo in slabovidno osebo in so spoznali, kaj to pomeni. Včasih smo tudi med zajtrkom, med kosilom to naslavljali. Tako da res, no, tukaj gre za neko vzajemnost, ne? Tukaj ni zmaga nikoli samo na eni strani, je vedno zmaga na obeh straneh, ne? Je pa dejstvo, no, da je treba ravnati v skladu z nekimi realnimi pričakovanji in glede sebe in glede organizatorja. Sigurno se kdaj zgodi, da pač nekih skupnih rešitev ne najdemo, sicer moram reči, da meni osebno se je to zelo malo krat zgodilo oziroma skoraj nikoli. Tako da je to res en tak dokaz, no, da in spodbuda za ostale mlade slepe in slabovidne in organizatorje, da se da. Tako da to bi bilo to z moje strani. Lepa. Hvala. No ja, mislim, da Gaja, na tvojo iskrivost, energičnost, prisrčnost in toplino res težko, da te kdo kdaj zavrne tvojo prošnjo za pomoč. Kot naslednji gosti vabim pa na oder Kim Ren in Marijo Koren iz zavoda Otis. Sem prav izgovoril? Odtis. Aha, se upravičujem. Zavod Odtis so ustanovile 4 prijateljice, ki jih družijo podobni interesi in so bile v času študija dejavne v različnih organizacijah, ki ponujajo programe za mlade z invalidnostjo. Vendar so kmalu ugotovile, da se te organizacije osredotočajo na to, kako mladim olajšati študij in življenje, manj pa pozornosti posvečajo razvoju potencijala, ki ga imajo mladi z invalidnostjo. V tem so videle priložnost, da ustanovijo organizacijo po lastnih željah. Kim in Marja, mikrofon je vajin. Dober dan še z najine strani. Zdaj jaz se opravičujem, mogoče ker bom še istočasno premikala PowerPoint predstavitev, pa v bistvu imam zaradi svoje lastne ovirenosti delujoče samo eno roko, bom malo težko držala mikrofon, pa me zanima, če me mogoče slišite tudi, če tako govorim, brez da imam mikrofon pred ustom. Vas snemajo, vam bojo dali stojalo. Ok, najlepša hvala. Se pravi, kot je že gospod, se opravičujem, Sebastian povedal, mi smo nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2012, delujemo pa predvsem na področju neformalnega izobraževanja in delamo predvsem z invalidno in neinvalidno mladino. Delamo predvsem z osebami na vodičku, zadnje čase pa se trudimo tudi razširiti svoje področje delovanja na druge profile oseb z invalidnostjo, se pravi tudi na slepe in slabovidne. Na sliki nas je 5 punc, kot je že gospod Sebastian povedal, na začetku so bile 4, se pravi Marija, Mija, Tina in pa Barbara. Pred 7 leti sem se pridružila pa še jaz in prevzemam predvsem vlogo koordinatorke projektov pri zavodu Odtis. Tako naprej, tukaj še malo večja naša slika. Se pravi Mija, Marija, jaz, Barbara in pa Tina. Tako,
Na kratko, da predstavim poslanstvo naše organizacije. Zavzemamo se za povezovanje in ne izključevanje, ozaveščanje in razbijanje stereotipov, predvsem o invalidnih osebah, opolnomočenje posameznika, razvijanje novih in prilagajanje že obstoječih metodologij, predvsem na področju inkluzivnega mladinskega dela, in pa zavzemamo se v zadnjem času tudi za izobraževanje kadrov, ponovno na področju inkluzivnega mladinskega dela. Delujemo predvsem na neformalnem izobraževanju na področju kulture in na področju športa. Še enkrat, naše področje so predvsem mednarodni projekti, kot sem že omenila, neformalno izobraževanje in pa seveda preko teh mednarodnih projektov in neformalnega izobraževanja tudi spodbujanje medkulturnega učenja med posamezniki, s katerimi delamo. Ponujamo mladinske izmenjave na lokalni in na mednarodni ravni, potem razna usposabljanja, predvsem na področju socialnega vključevanja invalidov. Potem se zavzemamo za organizacijo seminarjev, potem organiziramo tudi projekte na lokalni ravni in pa zavzemamo se tudi za strateška partnerje z sorodnimi mednarodnimi organizacijami. In pa seveda delujemo tudi lokalno in organiziramo razne delavnice oziroma se udeležujemo okroglih miz in podobnih dogodkov, tako je ta današnji recimo. Zdaj pa predajam besedo kolegici Mari. A bo šlo? Aha, je priklopljen? Super. Evo, rada bi vam predstavila projekt Znanje uresničuje sanje. Kako se je vse skupaj začelo? Začelo se je na način, da smo kot člani Društva študentov invalidov bili prvič povabljeni na različne mladinske izmenjave. To je bilo že 20 let nazaj in takrat nas je Alenka iz Društva študentov invalidov povabila k sodelovanju in na tak način se je naša pot v Erasmus Plus začela. Od takrat naprej smo bili partnerji na različnih projektih, tudi prostovoljskih projektih, job shadowing projektih. Skratka, res smo vključili v vsem tem času ogromno število mladih ljudi, tako z invalidnostjo, kot tudi brez invalidnosti. In na ta način smo spoznali tudi Gajo, ki je prej govorila. No in pred parimi leti je bila naša ideja, da znanje, ki smo ga pridobili čez leta, povzamemo. Se pravi, ko smo mi začeli z mladinskim delom, je bila Alenka tista, ki je nas mentorirala, ki je nam dala znanje, ki je nas spodbujala, da se vključimo v razne projekte. In naša ideja je bila, da strnemo vso znanje, vse praktične nasvete, vse te stvari in jih zapakiramo v projekt na lokalni ravni. V projekt smo vključili mlade, ki smo jih naučili čisto vse, kar je potrebno vedeti za vključitev v projekt. Se pravi, od tega, kaj program je, do tega, kje se najdejo razpisne dokumentacije, kako prijavljati projekt, kako biti vključujoči. In projekt je trajal 1 leto. Cilj projekta pa je bil prijaviti mladinsko izmenjavo na naslednjem možnem prijavnem roku. In na ta način se je rodil projekt, ki ga bo predstavila Kim, Finding Balance. Hvala. Tako. Se pravi, produkt projekta je bila mladinska izmenjava Finding Balance, ker je 8 mladih iz Slovenije, ki so želeli poglobiti svoje kompetence na področju projektnega mladinskega dela v maju 2012
2022 organiziralo mladinsko izmenjavo za mlade iz Slovenije, Latvije, Španije in pa Romunije. Izmenjava je trajala 10 dni in imeli smo 6 različnih tematskih sklopov, ki so zavzemali celostno skrb zase, trajnostna skrb za okolje, oblike samoizražanja, nenasilno komunikacijo, inkluzijo in medkulturno učenje. In tukaj recimo lahko vidite zdaj par slik, ki jih bom probala čim bolj opisati. Se opravičujem. Grem nazaj. Se pravi, tukaj na levi strani, prva slika, smo se pogovarjali o trajnostni skrbi za okolje tekom preko celotnega sveta, kako bi lahko vpeljali pozitivne neke metode v samo gospodarstvo, da bi bilo boljše za okolje poskrbljeno in pa tudi za družbo. Potem tukaj je prikazano ena oblika delavnice iz sklopa inkluzije, kjer smo prikazali, kako si lahko pomagamo skupaj premagati neko oviro. Se pravi, tukaj je en gospodič, ki težko hodi in sta ga dva dvignila, da je lahko premagal oviro. Tukaj zraven je pa slika, kjer so mladi iz Latvije, Španije in pa Slovenije ujeti v trenutku delavnice izraznega plesa. Tukaj takoj spodaj na levi strani vidite utrinek izdelave ojemalcev, kako se reče? Lovilcev sanj, in sicer smo jih pa izdelovali iz naravnih materialov, ki smo jih ulovili v naravnem okolju, kjer se je izvajala ta mladinska izmenjava, se pravi v Starem trgu pri Ložu. Tukaj zraven takoj je pa slika, kjer so udeleženci ujeti med trenutkom, ko so probali, imeli smo tudi medkulturne večere in del medkulturnih večerov je, da si različne države med seboj predstavijo svoje običaje, svoje države, svojo kulturo in potem tudi svojo hrano in pijačo. In tukaj udeleženci vmes uživajo v enem izmed teh večerov. Tukaj na koncu je pa še slikica iz letnega dneva, kjer smo se odpravili iz Starega trga pri Ložu in smo obiskali slovensko obalo. Tukaj povsem novo galo je pa še knjižica, se pravi čustvena knjižica iz prav tako naravnih materialov, ki so jo udeleženci izdelovali tekom celotnega trajanja izmenjave Finding Balance. Ker je bilo eden izmed ciljev naše izmenjave tudi, da bolj ozavestijo svoje čustveno razpoloženje in da ga znajo potem tudi izraziti. Tako, to bi bilo na kratko z moje strani. Tukaj smo tudi vključili, kje nas najdete kot organizacijo, če bi želeli kadarkoli se z nami povezati in kaj z nami sodelovati, tako na lokalni kot na mednarodni ravni. Se pravi, najdete nas na Facebooku, Instagramu ali pa nas kontaktirate preko e-pošte info@autis.si. Aplavz, prosim. Rekite tudi vi dve naše iskreno spoštovanje za vašo idejo, za vaše delo, za vaše aktivnosti in pa ne nazadnje za spoznanje, kaj lahko naredi prijateljstvo. 4 prijateljice pa je za vami že toliko lepega. Hvala. 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 Seveda se zahvaljujem vsem našim 3 govorkam. Vaše zgodbe, kot smo rekli, so nam lahko v opomnik, da je marsikaj mogoče, če imamo vizijo. Še preden vas povabim k diskusiji, pa na oder vabim gospoda Štefana Kušarja, glavnega tajnika Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Gospod Kušar, kako bi za zaključek strnili misli v zvezi s projektom Youth Impact? Pa tudi seveda, kaj menite o današnji konferenci? Hvala lepa za
besedo in priložnost, da mogoče malo povzamem današnje dogajanje in da potem skupaj tudi kot publika nagovorimo kakšne izzive, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem ravnanju in delovanju, kot je Tatjana povedala. Zdaj imamo seveda skozi celoten program dva izziva, s katerimi se vsi srečujemo. Na eni strani, kako senzibilizirati nas kot matično organizacijo slepih in slabovidnih ali pa tudi druge mladinske organizacije, zato da zaznamo potrebe, da začutimo, kot bi Gaja rekla, vibe mladih, ne? Kaj je tisto, kar jih aktivira, motivira, kje je tisti moment, ne? Ker včasih se pač srečujemo sami sabo kot organizacija in ne moremo zanikati dejstva, da imamo zgodovino, ki je stara 105 let, ne? Zagotovo mi nismo tako, bi človek rekel, na isti način vitalni, vitki v razmišljanju, recimo kot kakšni zavodi, ki so se ustanovili pred nekaj leti, recimo, pa je še cel kup nekega entuzijazma ali pa drugačnega načina dela in razmišljanja, kot ga je nenazadnje tudi zveza imela, recimo, dolgo časa nazaj, ne? Smo recimo kot ena izmed najstarejših invalidskih organizacij zelo, zelo regulirani. Radi se stankujemo, imamo pravilnike, ne? In to nas seveda na nek način, bi človek rekel, naredi stabilne, vemo, kaj lahko pričakujemo od sebe, ne? Na drugi strani pa seveda se včasih počutimo kot tanker na morju, ne? Rabimo zelo dolgo časa, preden se obrnemo, ne? In smo seveda v primerjavi s kakšno hitro jahto ali pa jadrnico lahko manj okretni, ne? Ne, če si z neko manjšo ladjo na poti, se lahko hitro obrneš, ne. Na drugi strani pa seveda imamo izziv, kako pravzaprav mlade aktivirati do te mere, da seveda pridejo v organizacijo in se udeležujejo nekih aktivnosti, ki jih mi ponujamo, ne. Se pravi, imamo seveda poplavo nekih možnosti, bistveno več kot recimo, ne vem, ko se jaz spomnim, ko sem študiral pred 30 leti in sem kot mlad prišel v Ljubljano, ne, so bile možnosti bistveno manjše, kakor pa danes. Ne, recimo Erasmus program izmenjave študentske, recimo, ne, je, mislim, da leto ali dve nazaj doživel ponovno podporo Evropske komisije in je spet uvrščen v finančno konstrukcijo proračuna Evropske unije, zato da bo še več študentov potovalo med državami in imelo te študijske izkušnje v tujini. Ne, se pravi, je volja, je ideja, vsaj znotraj Evropske unije, da se izmenjujejo mladi, da pride do izmenjave mnenj, kulturnih izkušenj in tako naprej. Zdaj, ali znamo mi z našimi programi dovolj odgovoriti na potrebe mladih, o tem sva se z Brigito in tudi z drugimi mojimi sodelavci neštetokrat že pogovarjali, veliko idej smo rojevali in seveda poleg nekih resnih vsebin, kot je recimo zaposlovanje mladih, pa ne vem, izobraževanje mladih, usposabljanje in tako naprej, sva z Brigito včasih nagovarjala tudi vsebine, ki se zdijo mogoče na prvo žogo malo manj resne, a vendarle so lahko nek moment ali pa trenutek motivacije, da mlade kljub temu pridobiš. Recimo, pogovarjali smo se o tem, da bi naredili nek dogodek v smislu hitrih zmenkov, recimo, ne. Mogoče je pa to nek moment, ki bi pritegnil koga, ne. Ne, seveda je treba nekje začeti, ne, in recimo, dajmo reči, v celotnem življenjskem krogu posameznika imamo pač neka obdobja, ne, ki jih poskušamo nagovarjati. Od, ne vem, predšolskih izzivov, potem izobraževalnih izzivov, ne, kot je, ne, Brigita že tudi govorila, pa študentarija, pa izobraževanje, in potem po izobraževanju le pride neko obdobje, ko družba pričakuje, da se aktiviramo, da se zaposlimo, da si ustvarimo družino, da, ne vem, imamo neko motivacijo za nadaljnjih 40 let, tako kot je gospa Emina lepo povedala, da si poskušamo ustvariti neko socialno in ekonomsko neodvisnost, ki omogoča potem veliko aktivnosti še naprej ali pa nekih drugih stvari, in pa potem seveda pride potem to tretje življenjsko obdobje, kjer pa imamo
v tem trenutku zaradi demografske strukture naših članov relativno dobre izkušnje. Ne? Tako da ja, mi imamo v naši strukturi članstva zelo veliko slepih in slabovidnih, ki so starejši, znamo poskrbeti za njihove potrebe in aktivnosti, je pa vse od mojega prihoda na zvezo meni vedno odprto vprašanje, kako aktivirati ljudi nekje med 20 tja do 45 ali pa tudi 50, zato da zajamemo Sebastjana še noter. Ne vem, koliko si star, ampak evo, to je to, se pravi, sem ga moral zajeti. Tako da tudi aktivnosti, ki smo jih organizirali, velikokrat nismo starostno strogo zamejili. Ali so to bile družabne igre, ali so bile neke druge aktivnosti, smo odpirali tudi za starejše. Tako da v glavnem, meni se zdi projekt izjemnega pomena, zaradi tega, ker odgovarja na prvi moment, o katerem sem govoril, se pravi krepitev in usposabljanj organizacij, zato da znamo prisluhniti. Na drugi strani pa poskušamo seveda mladim, slepim in slabovidnim ponuditi še nekaj tistega dodatnega ali pa jih usmeriti ali pa, kako bi človek rekel, narediti neke konglomerate informacij, zato da v poplavi vsega, kar je na trgu, znajo mogoče hitreje izbirati ali pa razbrati, kaj je za njih zanimivo, vredno aktiviranja in tako naprej. Tako da jaz osebno si želim, da na podlagi izmenjave izkušenj med vsemi partnerskimi organizacijami pridemo ne samo do teh materialov, o katerih sem govoril, ampak da se spletejo neke vezi med nami, ki omogočajo potem nadaljnje delo. Jaz bom zdaj zelo mogoče malo sproščeno eno anekdoto delil z vami. En projekt smo že končali za Hrvaško zvezo slepih, in imeli smo skupne delavnice, mladi iz Hrvaške in mladi iz Slovenije. In ja, ne samo, da so se spletle prijateljske vezi, ne. Mislim, da smo celo imeli eno poroko. A je bilo tako? Popravite me. Tako da je bil to en tak moment, ko sem rekel, vredno je bilo, ne? Oziroma par sta, ne, Miha, a sta. Nič več. Ok, se pravi, imamo novo priložnost na izobraževanjih, lepo prosim, preneste informacijo vsem tistim, ki danes niso bili tukaj, povabite jih, takrat, ko bodo aktivnosti, bomo sproti obveščali, tako da, ja, nove priložnosti tudi onkraj datuma, ko se bo projekt končal. Zdaj pa, Sebastjan, odpreva še za publiko. Ja, najprej se naj zahvalim tebi za čudovito predstavitev in pa naj povem vsaj svoje mnenje, če smem, da odkar je Štefan prevzel nekako krmilo glavnega tajnika, je svojo strokovno službo zares prinesel nekaj svežine in tudi tole, o čemer je govoril, je dokaz, da imam prav in zato ti res iskrena hvala, da odpiraš področja zveze tudi na tematike, ki so se jih prej ostali izogibali, kajti le s tako širino lahko so slepi vključeni in aktivni. Hvala. Sedaj pa vabim vse vas iz publike, da se vključite v diskusijo z vašimi komentarji. Bi kdo želel? Smo že bili malo predolgi. Štefan. Pogostitev ne bo pobegnila, tako da ne glede na to, koliko časa si bomo še vzeli. A veš, kaj to pomeni, če ni komentarjev? Da smo povedali tako rekoč vse, pa mi smo cari. Ja, vse je možno, ampak ja, imamo kar nekaj izzivov in seveda Tadej jih je recimo, pa tudi ostali sogovorniki so zelo lepo opozorili, ne. Slepi in slabovidni se srečujemo, se upravičujem, ker govorim v prvi osebi množine, ne glede na to, da jaz nimam okvare vida, ampak jaz drugače ne znam. Jaz sem tukaj z vami, med vami in... Ti z nami dihaš. Tako je. In hočem reči, da Tadej je izpostavil seveda dve stvari, ne, dva področja, s katerimi se slepi in slabovidni srečujemo.
dostop do informacij in seveda znanje IKT, računalništva, umetne inteligence seveda lahko zelo pomaga, da imamo informacije bolj na razpolago, kot pa če tega ne obvladamo. Na drugi strani pa seveda orientacija v prostoru, spremstvo in izzivi, s katerimi se pač na tem področju srečujemo. Tako da to dvoje je izziv, družba je sposobna ponuditi prilagoditve in pomoči, mogoče ne 100%, a vendarle na nas je tudi, da se naučimo vse te prilagoditve ali pa tehnične pripomočke uporabljati, zaradi tega, ker vse skupaj nam nič ne pomaga, če nimamo tega ustreznega znanja, da to uporabljamo. Popolnoma nič. Tako da ravno včeraj smo imeli en sestanek in je bilo zanimivo, kako smo se pogovarjali o dostopu do naših zvočnih knjig in smo na koncu ugotovili, da še vedno kar nekaj ljudi uporablja recimo CD-je, čeprav imamo aplikacijo za mobilne naprave Blindo, ampak žal poslušamo potem anekdotične zgodbe, ko so nekateri doma odvisni od svojih osebnih asistentov in spremljevalcev, da jim recimo zvočne datoteke in knjige potegnejo iz interneta dol in jih presnamejo, ne boste verjeli, ne na CD-je, na kasete. Se pravi, mi imamo še vedno v naši sredini posameznike, ki so tako navajeni nekih rešitev, da so, da se ne želijo, ne zmorejo ali pa nimajo neke motivacije se prilagoditi novim rešitvam. Kaj boš pa rekel zame, ko imam 500 gramofonskih plošč? Ja, ampak a veste, to je lahko neka vintage zgodba, recimo, zdaj uporabljam angleške izraze, ker pač smo mladi med sabo in lahko uporabljamo take izraze, ampak ja, če bi uporabljal vinilne plošče zaradi tega, ker ne znaš nič drugega uporabljati, potem imamo problem. Če pa vse ostalo uporabljaš in ti je v nek užitek nostalgičen, da poslušaš prasketanje vinilne plošče pa igle, potem je pa to nekaj drugega, pa nek topel zvok, pa vse, kar pride zraven z vinilno ploščo, ali pa hi-fi naprava in tako naprej. Tako da ja, da ne bom govoril. Če ni drugega, mogoče se pa kakšna debata razvija še z sodelavci zveze ob prigrizku, ki smo ga pripravili v sosednji sobi. Upam, da nisem, Tatjana, vzel vetra iz tvojih jader, ali lahko to napovem, pa povabim? Lahko. Ja. Nastja, oziroma ne Nastja, Gaja, izvoli. Ja, jaz sem prej pri svojem delu sem pozabila povedati v bistvu, da to vključevanja, možnost vključevanja slepih in slabovidnih mladih krepi pol tudi še njihova druga področja, kakor se neka, ker krepi njihove spretnosti in veščine, krepi večjo možnost za zaposlitev, za boljše mentalno zdravje. Tako da tukaj ne gre se samo za to, da se vključi v aktivnost, slep ali pa slaboviden, ampak to potem ta oseba lahko uporabi res še v vsakdanjem življenju, je res zelo pripomore, tako da to sem pozabila še prej dodati. Gaja, hvala. Meni je bilo zanimivo, ko sem pred leti nazaj poslušal enega danskega job coacha, se pravi trenerja na področju zaposlovanja, ki je govoril o tem, da na Danskem po raziskavi nekje okoli 68% vseh zaposlitev temelji na socialni mreži posameznika. Mi temu včasih rečemo hudomušno veze in poznanstvo, ampak v resnici je tako, da če je socialna mreža posameznika zelo šibka ali pa omejena, potem so seveda vse ostale možnosti naprej ravno tako omejene. In Sanja Kos, ki je danes v publiki in modro molči, kot predsednica medobčinskega društva Celje in članica našega upravnega odbora, je ob eni priložnosti, ko sva se pogovarjala, rekla: Štefan, toliko je aktivnosti, jaz nimam dovolj vikendov, ni dovolj dni in popoldnevov, ker ima kar naprej nekaj.
Ne? Ampak ne iz naslova funkcije, a se razumemo. Ker je seminar, ker je usposabljanje, ker je pohod, ker je literarni večer, ker je gledališka predstava. Kako je, Sanja? Skratka, če nekdo najde nek interes in se začne vključevati, je tega lahko relativno veliko. In zdaj ene stvari so interne narave, kar ni nič narobe, ker je tudi zelo pomembno, da imamo, kot se temu reče, peer counseling, pa peer exchange, kot se reče v angleščini, ampak to medvrstniško svetovanje in izmenjava izkušenj, to ni zanemarljivo. Na drugi strani pa seveda se odpirajo priložnosti, ki jih tudi drugi nam ponujajo. Recimo, ne vem, Kinodvor, recimo ima tukaj v Ljubljani zdaj nov program dostopnih oziroma kinoprojekcij za audiodeskripcijo, ne, in mi to vedno pošiljamo, ne, pejte, ne, ali pa ne vem, ali so gledališke predstave, pa so bralne predstave in tako naprej. Skratka, tudi javnost okoli nas se odpira. In seveda, če bomo koristili, potem take iniciative ne bodo zamrle, jih bo vedno več. Tako da, hvala lepa vsem gostom, ker imajo skozi svoje predstavitve, so dokazali posluh za te stvari in se ravno tako odpirajo za različne skupine.